Sodstvo, ki ima le vprašljivi 4% državljanske podpore, je potrebno takoj in učinkovito spremeniti. Na odgovorno mesto ministra za pravosodje je potrebno postaviti človeka, ki bo spoštoval vladavino ljudstva in da bo ljudstvo imelo tudi neposredni nadzor nad sodno vejo oblasti. Po našem prepričanju gospod Aleš Zalar za to funkcijo ni primeren. Prvič, ministrski kandidat je predhodno napovedal, da bo sodniške plače uredil tako, da sodniki ne bodo več vezani na javno upravo. Sodstvo ima ogromno privilegijev, da ne govorimo o trajnem mandatu, kot sodna veja oblasti, brez ljudskega nadzora, z neučinkovitim, neodgovornim delom in splošnim nezadovoljstvom državljanov, ki bi bili sodniki nagrajeni, če se plačani, ki bi si jih sami sebi določili. Ministrski kandidat je nedvomno dokazal, da želi že tako neurejeno sodno vejo oblasti še utrditi in nagraditi z večjimi plačami. Drugič, ministrski kandidat je v sporu in nesoglasju z dr. Lovrom Šturmom, dosedanjim ministrom za pravosodje. Tako nesoglasje podaja dvom, ali se bo nadaljevalo pozitivno delo dosedanjega ministra, ali se bo iz maščevanja razvrednotilo že ustvarjeno plodno delo dr. Lovra Šturma. Gospod Zalar svoje zamisli objavlja na blogu spletne strani LDS, kjer je zapisal že več žaljivih izjav na račun državnih organov in res prepotrebnega, ali res potrebujemo takega ministra. Minister za pravosodje nosi odgovornost za sodno vejo oblasti. Naše sodstvo je neučinkovito in nenadzorovano. Sodniki dejansko nimajo odgovornosti, svojih napak ne priznajo in tako ogrožajo pravno državo. Novi minister bi moral na vsa našteto v prvi vrsti poskrbeti za učinkovit nadzor nad pravnim sistemom, to pa gospod Zalar zagotovo ni. Slovenija ima množico sposobnih ljudi, ki bi upravičeno zasedli odgovorno delo ministra za pravosodje, ni pa nobene potrebe, da se izbira kandidata iz sodnih vrst. Parlament, poslanci, ko boste zasliševali kandidate, upoštevajte tudi glas poštene kritike. Namreč zakonodajno telo smo si izbrali sami, sodstvo pa nam je bilo dodeljeno. Sodniki morajo odgovarjati za svoje napake ali zmote. Njihova trenutna moč je prevelika, svoje nasprotnike ali samo kritike dejansko onemogočajo pri njihovem delu, opozarjanja na njihove nepravilnosti.